Več ali manj kot 20krat si dejtala z nekom iz benda oziroma iz svoje ekipe? To pa ne. Ne, manj. Manj kot 20krat. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Z mano Nina Pušlar in tukaj smo več ali manj. A si pripravljena torej? Sem, manj je več. Ja, res je. Dajmo. Mogoče sam na kratko povej, Arja prihaja. Arja prihaja, mogoče je nek drugačen obraz, moj obraz, ne. Še vedno ista Nina, ampak na drugačen način. Mogoče boste lahko skozi Arjo spoznali še neke delčke mene, ki jih do zdaj še niste, pa tudi jaz ne nazadnje sama. No. Več ali manj kot 20krat si slišala, da si predobra ali pa preveč normalna za to slovensko sceno. Ja. Ja, ali pa ja, sem slišala več kot 20krat to. No. Ne predobra, ampak da bi mogla mogoče biti, ali pa drugačna biti, a veš. Ne bi smela biti tako prijazna, nasmejana, pozitivna, sačem, kakšna pa, bi mogla biti skozi slabe volje, pa se dret. Ja, a ne? Ja, to, da sem preveč prijazna do ljudi, s katerimi delam, to sem velikokrat slišala. Meni se pa zdi, da so oni tudi do mene prijazni, pa smo vsi pač drug do drugega prijazni, pa to je pač nek moj način dela bil vedno, no. Nikoli na trdo, ampak saj tudi pač imam seveda svoje nekaj načela, ampak če se pač držimo tega, pa se spoštujemo med seboj, se mi zdi, da stvari zelo lepo tečejo. Res je. In sploh ne vem, zakaj ljudje nikoli niso zadovoljni. Naj bo prijazna, super. Pozdravljamo to. Več ali manj kot 20krat si se zaradi intenzivnega ritma življenja, zaradi kariere iztrošila. Tako res utrudila. Ne, to pa ne več kot 20krat. Samo enkrat je bilo mogoče tako obdobje, da sem se res, oziroma da se mi je poznalo malo na glasilkah. A ne? Glasilke so bile vedno pač tisti nek kazalnik, veš, v pogledu to tvoje dejansko stanje, kje si. Tako da to sem imela enkrat tako izkušnjo, ampak na srečo se je dobro rešil. Pa sem ugotovila, da je ena taka zdrava mera najboljša, ne? In da jo treba najti eno tako umestno pot med tem, da ko nekaj res rad delaš, ne, ampak je lahko tudi hitro zelo preveč, ne. In lahko tudi vpliva na te, seveda na tvoje počutje, no. Tako da, ampak nikoli ni šlo pa čez te neke meje, da bi padla v neko, ne vem, res, ja, tako stanje. In upam, odlično, ne bo tako še naprej. Več ali manj kot 20krat si dejtala z nekom iz benda oziroma iz svoje ekipe? To pa ne. Ne, manj. Manj kot 20krat. Predvsej manj. Predvsej manj. Več ali manj kot 20krat si stopila na oder z nasmehom, čeprav bi tisti trenutek nekoga naraj. Bilo je kdaj. Sigurno, ne vem, če je bilo 20krat, ampak zaenkrat sigurno vem. Zaenkrat. Ja. To se spomnim, je bila ena taka situacija, res kar težka, no. Mi je bilo kar težko iti na oder. Ampak, ko sem stopila na oder, ko sem zagledala publiko, ta energija, glasba pač res dela čudeže, ne. In ta ljubezen povezana s publiko, no, to me tudi pač vedno takrat, ko sem imela kakšne težke trenutke, me dvignila iz tega nekega slabega počutja ali pa neke jeze, ki sem v tistem trenutku čutila do nekoga. Si pa nekaj pogledala, tako, pa folk, ja, vse v redu, okej. Ja, ne, res. Je tako vplivma, super. In tudi ti imaš na folka, ne. Več kot 20krat si se pa počutila kot ujetnica slave. Ne. Ne, prav ne. Ne. Ti ni problemi v kopalkah, recimo po Portorožu ali pa tako. To ne grem. Tako da se sploh niti ne sprašujem, a je to problema, ni. Drugače pa, mogoče res tako včasih, a ne, ko si kje na dopustu, pa hočeš odklopiti, pa jaz vem, da pač potem ne moram čisto odklopiti, ker mi tudi pač ljudje, ki so okrog mene to pol povejo, ne. Ampak to je bilo mogoče še pred leti malo bolj intenzivno, zdaj pa počasi to spuščam, pa enostavno se mi zdi, da je tudi odvisno od tebe samega, ne. Ja. Kako se počutiš, a ne. A te mislim, čemu daješ neko težo, pa ta pomen, pa delaš neko dramo iz nečesa, ki sploh ni, a ne. Mogoče ljudje sploh pač, a ne, te niti ne opazijo, niti ne vidijo. Niti ne vejo, to je Nina Pušlar v kopalkah na naši plaži. Ne opazijo. Ne, tako se pravim, no, v kopalkah pač res, mislim,
Že kar dolgo časa nisem bila tako na nekih javnih površinah. Ja, res v bistvu. No. Tako mislim v Sloveniji. No. Aha, ja. Okay. Več ali manj kot 20-krat si se na odru počutila kot produkt in ne kot človek? Ne. A jaz vse govorim ne? Ne, nisem se. V redu. Ne. Nikoli ne, če sem se kdaj počutila kot nek. Kaj pa izza odra, recimo, če se kdo hotel slikati s tabo, recimo, ali pa kaj? Mislim, tudi ne, nikoli se nisem počutila kot nek produkt, tako ne, ampak ja, mogoče mi je bilo včasih po koncertu, ko se vedno vzamem čas za to, ne, pa pridejo otroci, pa družine, pa pač publika na splošno, jaz pač rada ta čas preživim z njimi, potem tudi po koncertih. In se mi kdaj zgodi, da to res dolg časa traja, ne, in jaz nikoli ne grem kar na sredini, kar stran, ne morem, enostavno se mi zdi, oni pa še toliko dlje časa čakajo, ne. Tudi če ne moram, ali pa sem utrujena, recimo, kdaj, če se mi to zgodi, pač se stisnem, ne, do konca. In tako koncerta konc, že tako 4 ure, zatem ti še vedno tam se slikaš. Ne, 4 ure ne, ampak bilo je pa recimo po koncertu v Križankah, se spomnim leta 2010, mislim, da je bilo prvič, ali pa 2015, ne vem čisto točno, mislim, da je bila 10. obletnica moje glasbene poti. Takrat se pa spomnim, da sem se res po moje, smo se slikali, zihar 1 uro pa pol. Teda na koncu sem rekla, in ta zadnji, ki so se slikali, sem rekla jaz, ne vem, če se bom lahko še slikala, ker sem je čeljust zataknila že skoraj. Res, prav tako sem začutila, da se mi je čeljust tlele noter tako zataknila, me tako bolelo, da nisem mogla več. Že nisem mogla več. Ja, jaz se ne moram več smejati. 1 uro pa pol se že smejim. Boga. Pa so razumela, neverjeten. Ja, sem vse pol, ampak se reka, da se že naprej pravičujem, če se slučajno ne bom mogla. No, več ali manj kot 20-krat si rekla, da boš po tem projektu končno res naredila nekaj samo zase. Mislim, po vsakem projektu si pač vzamem nekim večjih projektih, ne, si vzamem čas, malo započitka, malo distance. In koliko je to časa, recimo 1 mesec? Ja, recimo, ko smo imeli koncert v Stožicah, se spomnim, je bilo kar, ja, mesec pa polno, do potem Valentinovega koncerta v dvorani Tabor. To je kar relativno malo časa v bistvu, ja, za regeneracijo. V bistvu je bil tudi en tak res velik koncert, kjer sem dejansko prvič občutila to težo, kaj pomeni potem, ko si res tako hkrati čist napolnjen, pa hkrati kar nekako, kar ne veš več, kaj se ti dogaja v življenju, se kar malo zgubiš. Pa ne veš, kaj bi, kaj pa boš. No, do naslednjega koncerta, ne, v bistvu. Tako da še dobro, da je bil dobro, da je bila samo 1 mesečna pa pol pauza, ne, ker... Pa že začne srbeti, drugač pa se trudim nekako vzdrževati tudi med koncerti, no, a veš, da ni zdaj pa ful delam, pa si bom vzela čas, pa to se ponovadi ne zdi dobro, a veš, tako da se mi zdi, da je pomembno tako čez celo leto, vsak dan se to opomnim, delati stvari, ki te notranje polnijo, ne, sreči so tudi to koncerti, ne, je pa res, da pač pri teh velikih koncertih se zgodi, da je tako intenzivno obdobje, recimo nekih priprav in vsega, da te lahko hitro noter malo preveč potegne, ne, pa malo izčrpa. Všeč mi je tvoje razmišljanje. Več ali manj kot 20-krat si se vprašala, kdo bi bila pa Nina brez aplavza? Recimo, da bi delala nekaj drugega, no. Ja, to sem se kar velikokrat vprašala, pa so me drugi, veš, tudi ne, to opomnili. Kaj bi pa ti delala, če ne bi pela? Če ne bi bila na odru? Ne vem, zihar ful stvari me zanima, ki bi jih počela, ne. Jaz recimo sem kot najstnica vedno že sanjala o tem, da bi imela svoj kozmetični salon, ne frizerski, mi smo imeli doma frizerski salon v hiši, moja mama je bila frizerka, tako da je bilo to nekaj, kar je bilo tako v mojem življenju od majhnega. Jaz sem hotela malo kontra, ne, malo drugač, kozmetični salon. Tako da to sem pač nekako si predstavljala, da bom to počela. No, potem je pa zelo hitro prišla tudi glasba v moje življenje in Bitka talentov in moja prva pesem in Zmaga in vse se je tako lepo odvijalo. Drugač pa me kar veliko stvari tako, no, zanima. Bi našla stvari, ki bi me še osrečevale, ne, ampak definitivno sem pa nekako v glasbi najbolj tista jaz, ne, najbolj Nina, se mi zdi. Da je to pač največja ljubezen, že od majhnega. Ok, več ali manj kot 20-krat si pomislila, da pa mogoče že čas, da bi si ustvarila družino.
Ja, več kot 20krat, ja. to so me tudi že kakšne drugi opomnili. Drugače pa, ja, imam željo, seveda. Mislim, vse družina je taka, veš, tvoja, ta primarna družina, to družino vedno mama, ne, od nekdaj, ne. Sem vesela, da smo tako povezani, ampak ja, definitivno si pa želim tudi svoje družine ustvariti. No, več ali manj kot 20krat si nadrla svoje sodelavce oziroma ekipa oziroma drugo družino na odru. Ne, na odru ne vem, če sem sploh kdaj koga. Na vajah. Ne vem, če sem sploh kdaj. Mislim, po moje, da ne, no. To bomo mogli njih vprašati, ampak mislim, da ne. Mislim, da bi prav tako koga nadrla, to ne. Ne, jaz si sploh ne predstavljam tebe, da bi se zadrla. A res drugače kar? A res? Znam, ja, znam. Mogoče tako v sebi. Ali ne? Res, da se ful malkrat razjezim. Ja. Res, ja, imam kar tak močen prak te tolerance pa potrpežljivosti, ampak znam bi tudi se razjeziti. Veš, kaj sem škorpionka po horoskopu. Ognjevita, pravijo, da imamo od vseh teh vodnih znamenj. Tako je, ne, da imam največ tega ognja v sebi. In to imam, ja, to imam pa mojemu očetu. On je tudi zelo uskipljiv. Mislim, veliko bolj kot jaz. Čeprav se mi res ne sliši to, da bi bila ti uskipljiva. Glede na vse. Hiter lahko v meni zaneteš ta ogenj. Ampak potem ga znaš umiriti. Ja, sem se ga naučila dati malo pod kontrolo. No, več ali manj kot 20krat si šla ven iz svoje cone udobja. Ja, nekje tam okrog 20krat bi rekla, ja. Ne vem, velikrat sem šla, ja. Ne pa tudi zdaj, da pa mi je pa prav to izziv vsaki znova, ampak ja, sem šla v bistvu več kot 20krat, ja. Več ali manj kot 20krat si prejela kritiko plagiatorstva? Ne, nisem. Manj, torej. Ja. Nikoli nisem, zadnjič me je presenetil, ko sem v Instagramu nekaj scrollala, pa mi je nekdo poslal eno francosko pesem, ki naj bi bila zelo podobna pesmi Nemirna kri, pa smo šli pa poslušati, pa se mi res ni zdela. Pač prvič sem slišala, no, se počasi zgodi kakšna taka seveda podobnost nekaj, ne vem, nekdo sliši nekaj, pa ga potegne na nekaj, ne. Meni se to zgodi, ker druge pesmi to poslušam velikrat, ne. Te potegneva neko drugo, ja. Ja, ampak daleč od plagiata. Ja, glede na to, koliko uspešnic imaš, potem hitro pride tudi do kakšne podobnosti, pa tako. Več ali manj kot 20krat si zaželela preprostega, ampak ljubkega življenja na vasi. Pač to sem jaz živela, ne. Tako da pač ni bilo to, da si bi zaželela, ker sem pač to k sreči imela in še vedno imam, kadar si to želim, ne. Čeprav trenutno ne živim na vasi, ampak se vedno znova rada vračam domov in verjamem, da tudi dolgoročno, ne, si predstavljam, da bom tudi svoje življenje preživljala tam. Mogoče kdaj, tako kot Rod Stewart, ki je šel pol na ranč živeti za stara leta, a pa Tina Turner, recimo. Ja, mislim, si pravim, jaz sem odraščala od majčkega na vasi, ne, in to je bilo pa nekaj najlepšega, ne, tako da to zelo cenim in vem, kaj to pomeni, ne, tako da. In katere živali bi imela? Konje? Ja, konji doma nismo imeli, ampak jaz sem ful povezana z mačkami, z mucami. Ja, ful. To definitivno. To 10 mačk. 10 jih ne, čeprav smo imeli, veš, mi smo imeli tudi po 10 do 15, ne. Se veš, mačke, kaj enkrat začnejo, ne, kot ti, pa to je pa se kar dogaja na kmetiji, je kar velik, ne. Te kar vidim, mogoče enkrat tako na tvoje, potem, ko boš imela dovolj vsega tega, da boš imela svojo kmetijo z mačkami. Ampak mačka pač meni osebno, ne vem, tako se nekako privije. A je tak tudi tvoj partner? Ali? Definitivno. Crkla. Ja, definitivno, drugače to ne bi pasal skupaj. No, tako. Nina, hvala, to je bilo več ali manj. Hvala ti ful za obisk, se veselimo Arije. Torej nekaj novega 25. marca v Odiseji Arija. A ne? Se vidimo, Nina. Se vidimo. Hvala. Hvala. Cheers.